Se pravi, včeraj ste se dogovorili, da podprete Janeza Janšo, da se najprej mandat podeli njemu. Se pravi, vsi iz vaše poslanske skupine, razen vi. Zakaj? No, 2 leti sem utemeljevala svojo odločitev, zakaj mislim, da ni dobro, da bi Janez Janša bil mandatar, in bi bila popolnoma nekredibilna, če bi to odločitev spremenila. Predvsem sem se odločila tako zaradi tega, ker menim, da politik, ki deli duhove v Sloveniji, ki gradi svojo politiko na delitvah, pač ne more biti predsednik vlade. In pri tem bom vztrajala, seveda stranka se lahko odloči tudi drugače, jaz osebno se bom pa tako odločila in pri tej odločitvi tudi ostala. Še posebej pa bi me skrbelo, če bi v tej koaliciji bila tudi Slovenska nacionalna stranka, kajti vemo, da njen predsednik je bil nekako odslovljen ali izključen iz Sveta Evrope, iz ugledne mednarodne inštitucije, zato bi bila taka vlada že od vsega začetka zelo nekredibilna. Gospa Novak, kaj pa druga vlada? Si vi lahko predstavljate Novo Slovenijo v vladi gospoda Šarca? Vemo, intenzivna pogajanja tečejo v tem hipu. Je pa NSi nekako jeziček na tehtnici za to stranko, po drugi strani pa tudi najtežje, če lahko rečemo ideološko, paše oziroma v to konstelacijo teh 5+1. Za Novo Slovenijo je odločitev vsekakor težka, za katerokoli varianto bi se odločila. O tem pri nas odločajo organi stranke. Lahko pa povem svoje osebno mnenje. To pa je, ukolikor bi takšna koalicija upoštevala bistvene predloge Nove Slovenije, delovala konstruktivno, kar seveda 5-6 strank, takšna koalicija je izredno težka, izredno naporna, in kolikor bi takšna koalicija reševala bistvene probleme Slovenije, potem se jaz ne bi bala stopiti tudi v takšno koalicijo. A pa ne bi bilo to za stranko vendarle malce riskantno? Verjetno volivci, ko so volili Novo Slovenijo, niso ravno pričakovali nekako levosredinske vlade. Tukaj so duhovi razdeljeni, vidimo pa, da kakršnakoli sestava vlade ne more biti samo desna vlada, ker imamo pač celo paleto barv oziroma strank in bo zato potrebno sestaviti večbarvno koalicijo. Kot sem pa že dejala, ob tistih, če lahko bi Nova Slovenija bistvene točke svojega programa uresničila, če bi ta vlada delovala, reševala bistvene probleme Slovenije, potem jaz nimam pomislekov, vendar odločitev o vstopu v koalicijo sprejemajo pri nas organi stranke, jaz sem povedala samo moje osebno mnenje. Kakšno pa je vzdušje ali pa mnenje članov stranke, s katerimi se srečujete v tem? Tudi pri članih so deljena mnenja. Zagotovo si želimo desno vlado, zato, ker pač so takšni volivci, ki si to zelo želijo in jih popolnoma razumem. Žal pa vedno znova lahko ugotavljamo, da politika, ki jo vodi Janez Janša, pač ne pripomore k temu, da bi desnica lahko vladala. In zato menim, da je pač treba to tudi povedati in upam, da bodo tudi volivci počasi spoznali, da ni pomembno levo-desno, ampak kaj hoče nekdo narediti za Slovenijo. Je šlo za kakšne osebne zamere, morda iz preteklosti? Glejte, tudi seveda človek lahko vedno komu kaj zameri, ampak tukaj ne gre za osebne zamere, ampak gre za načelno stališče. Ker menim, da se v Sloveniji preveč popušča različnim akterjem, ki jih nekdo potrebuje. In ali je naš, ali je vaš, meni je pomembno, da nekdo dela pošteno in dela za državo, ne ali je naš, ali je vaš. In ker si desni volivci tako zelo želijo, da bi končno tudi desnica igrala pomembno vlogo v Sloveniji, ker jo žal premalokrat preveč odpuščajo. Zato mislim, da moramo delati na tistem, kar je zdravega v Sloveniji, če hočemo priti do neke bolj zdrave in normalne politike. Kako osamljeno je vaše mnenje v NSi-ju? Moje mnenje ni osamljeno. Seveda so pa ljudje zaskrbljeni, ker vemo, da Janez Janša je partner, ki zna tudi svoje partnerje nekako uničevati in to je ves čas počel. Jaz se tega ne bojim, ker mislim, da je resnica najmočnejša.
Vedno smo bili ogroženi, bodi si takrat, ko smo bili z njim, bodi si takrat, ko nismo bili. In seveda, če bi šla Nova Slovenija v levo vlado, potem bomo pod velikim udarom. Ampak pomembno je, da stranka dela za dobro ljudi, za dobro države. In če se borimo za resnico, če smo proti korupciji, če imamo ničelno stopnjo tolerance do korupcije, potem se moramo zavzemati za resnico in pravico in pošteno delovanje politike. Žal je v Sloveniji preveč popuščanja pri tem, pri politikih. Hvala lepa. Prosim.